Dober dan, Nino pri telefonu. Naslednji mesec bomo organizirali koncert v Murski Soboti, pa bi potrebovali spletno stran ter ozvočenje za našo prireditev. Aha, lahko pošljem kar povpraševanje na spletni strani. Dogovorjeno, sva na vezi, nasvidenje. Organizacija koncertov je že eden izmed začetkov poti podjetništva. S tem se ukvarjam zdaj že skoraj eno leto, in mi predstavlja en izziv, eno novo smer razmišljanja in, mislim, da bi mogli pomagati mladim, da začnejo hitro vstopati na svet podjetništva. Evo, spet smo tu, že četrtič ta teden in po 2 uri. Ples mi pomeni zelo veliko, sploh ne vem, kako bi se znašla brez njega. Z njim sem dobila skoraj vse, kar imam, vse delovne navade in disciplino. Pomaga mi res veliko in me sprosti ob šolskem stresu. Življenja si brez plesa sploh ne predstavljam. Trener mi je dal toliko znanja, ki ga lahko uporabim v življenju. Želim si tudi, da bi več ljudi plesalo, s tem tudi spodbujamo neko kulturo. Treniram zdaj skoraj 10 let in mislim, da bom še kar nadaljevala. Rišem od otroštva, pa že nikoli se nisem naveličala risanja. Najraje portretiram in tudi ljudi razveseljujem s tem, pa tudi rada bi nadaljevala v tej smeri, dobila izobrazbo iz tega. Vedno, iščem nove izzive zase, pa kako se naj izboljšam kot umetnica. Pa tudi kakšne zgradbe rada narišem. To delam, ker me veseli in se s tem lahko sprostim. To sem začutila že, ko sem bila majhna in ko sem gledala slikanice, in so mi vedno bile lepe risbe in sem tudi sama želela tako risati. Risbe, ki sem jih narisala, bom podarila Meti in Lauri in Ninu in Filipu. Zdravo. Zdravo, kaj naprej? Filip, zakaj je to? Tu je lučka, v spodju pa je stojalo, kaj stoji. Ja, tako kot tisti veliki reflektorji. Recimo, samo tisti reflektor je večji, močnejši, lučka je pa manjša, je pa zato prenosna. No, te pa, zdaj ko vem, ko imaš ful opreme, ko ti prideš mogoče na gledališko predstavo v Vlotmerke. Ja, na Menonit, ja. Pa te pride z Lauro, pa z Nino in se mi zdi, ko tudi pride. Pa bi te vzela fotoaparat s seboj, pa bi nas malo poslikal, pa posnejal. Ja, komot, ja, kak pa je tam notri za svetlobo, pa... No, mislim, na odri, kak bo. Ja, glede na to, kaj je to pač kulturni dom, je ful osvetljeno, tako mislim, kot do kar kakovostne slike notri prišle. No, pa predstava je cel čas osvetljena ali je kakšna temačna scena? Pa sicer se me zmes kaj izklopi, pa ponovno vžge pa tako, ampak pač po moje bi kaj dobre slike uspele. Ker so ene pač močne scene, pa slow motion imamo pa tako. Dobro, te bom še par objektivov vzel za Kaj bomo imeli temnejše malo prostore. za gledališki arhiv. Boste Lahko? imeli za arhiv, pa še za vse drugo, ne? Ja, za Instagram. Tako te lahko prosim. Seveda lahko prosiš. Ja, hvala. Daj, Lea, jaz ti zdaj čop popravim, ko imaš čudno. Vredi, samo lepo mi napravi. Ja, pa če se ti je z nekaj zamotalo. Ups. Pa vredi mož, izvoli. Izvoli, tako je bo. Dobro si, lepa si, čudovita si. Pustite svoje srce na odru. 3, 4, mip!
Možje v kravatah vrtijo naš svet. Revež podpira siromaka in čaka. Čaka na pravičen svet, kjer ideja doživi razcvet. In beseda. V bistvu me fotografija, pa videoposnetki, fotoaparati, filmi zanima že zelo dolgo časa, se pa aktivno oziroma amatersko s tem ukvarjam približno 2 leti. Če čas teče. Najraje slikam ljudi, naravo, potem probam povezati ljudi in naravo. Drugače pa v bistvu, to so najlepši motivi, nimam pa drugače poslikam vse, kar pač pride. Ej, naš, ko si ti pozabila, ti si pozabila ovo tam proste. Dobro je bilo. Super je bilo. Notri v dvorani je bilo tako toplo, tu je pa tako mrzlo. Ja, lejko bi kar notri počakali, ne? Pa itak, da zdaj včasih nazaj prišlo pa... Ja, eni nekde gleda, če se je že zrihtala do konca. Ok. Katera slika ti je gratala? Pa večina je še. Večina slik je v redu, samo tu pa tam pa tudi kakšna kemija v redu. To je recimo. Eta. A ti je dokument? Metra! Haj, hvala. Bravo, dobra predstava. Prijemna predstava. Hvala. Dobri ste bili. Kako se vam je zdelo? Super, vedi je bilo. In kjer del pa vam je vija najbolj všeč? Po meni je bil tisto, ko ste s Kajo špilala, ti ste se redno dobro imela. Ja. Tam Kaj bi ti slike videla? Lahko vidim slika resen, ja. Ja, seveda. So ti dobro gledala. Pa večina jih je kar v redu, ne? Tu pa tam. Kaj si to slika? To ljudi na odri ne je. Tu pa tam je slika kakšna pač izven odra, recimo. Izven odra. No, jaz upam, ko vam je bilo všeč, kaj ste videli, sicer pa je to zdaj šlo bolj za performance, pa ni toliko za klasično gledališče, ki smo ga bili do zdaj vajene. Pa me zanima, kako pa mislite v takšni obliki performansa, ko ni samo pač veselo igra ali pa tragedija? Meni se zdi, da je to pač za tiste bolj izobražene, zato ker lahko razumejo pa razmišljajo o tem, kaj ste pač igrali v igri. V bistvu mislim, da ni bilo tako težko za razumeti. Je kar prilagojeno občinstvu. Meni se pa zdi, da mladih sploh gledališče ne zanima, kajti ne poznam nikogar, ki bi hodil rad v gledališče, če mu to ni nujno. No, Nino, jaz se tu ne strinjam s tabo, ker jaz zelo rad grem v gledališče, sicer ne poznam veliko avtorjev pa del pa žanrov, ampak zabavno mi je iti gledat pa pač biti tam, uživati v trenutku. No, saj jaz tudi grem, ko moram. Meni je prav žal, da večkrat ne grem. No, si že končala? Pa ne še, ampak tam on zdaj. Kako Ni naredi, kaj pa tisli za nas. Sem že pred tabo, Filip. Kaj ste vi? Lepa. Pa kaj ste Hvala. vi? Kje si pa ti dobila toliko tega likovnega znanja? Pač veliko moraš risati, pa potem že nekako. Tako je tudi pri glasbi. Gledališče pa se pridružuje. Tako da lahko zaključimo, da na katerem koli področju si vse posod je potrebno delati, da si odličen. Kako pa bi vi okrepili kulturno zavest Sloveniji? Ja, glede na videz, ne, je tako, da je kulturna zavest ali pa zavest o pomembnosti kulture, ne, v Sloveniji pravzaprav na videz zelo visoka. Ne. Mi vedno, kadar začnemo govoriti o kulturi, naj bo to na ravni politike, naj bo na kakšni drugi ravni, začnemo poudarjati, kako je kultura pomembna, kako je kultura pravzaprav ohranila Slovence. Mi smo v zgornji polovici, nekje na 4., 5. mestu recimo med državami članicami Evropske unije, glede na delež bruto domačega proizvoda, ki ga namenimo za kulturo. Seveda je pa problem nekje drugje. Ne. Slovenska kultura nima trga, ker je pač, smo Slovenci relativno
malo številen narod, ne, v primerjavi z drugimi. Poleg tega je ljudi, ki govorijo slovenski jezik in so potencialni uporabniki slovenske kulture, pač relativno malo. In zato je ta kultura v slabšem položaju kot kultura kakšnih večjih jezikovnih ali pa nacionalnih skupnosti. In kultura je pravzaprav edino, kar je še naše, ne? In s čimer se mi na nek način legitimiramo pred drugimi. In tudi s temi drugimi, naj bodo to Avstrijci, Nemci, Američani, Rusi, stopamo v dialog, ne? Oni skozi našo kulturo, koliko imajo pač stika z njo, lahko nas spoznavajo, ne? Vidijo, v čem smo posebni in na tej ravni potem nastane neke vrste dialog. In nismo pa še dojeli tega, da je pravzaprav, kot pravim, kultura naša osebna izkaznica. Ko pa vi mislite, kam nas to pelo? Igralske vode? Ja. Ko pa tujina? Jaz bi reči bila v tujini. Jaz tudi bi reči v tujini. Kom bi ti šel? Anglija, verjetno. A ti Anglija? Ti? Ali pa Amerika. Francija, če bi se naučila francoščino. Tako dobro. Vse pa se zdaj včiš v gimnaziji, tako. Ja. Jaz ne vem točno, kaj bi študirala. Jaz vem, ko bi rada študirala v Ameriki. Rada pa bi študirala kakšne umetnostne stvari, ko imam to vse vključeno, ples, dramsko, gledališče pa podobno. Ali pa pravo. Yes. Itak imamo v Sloveniji zadosta možnosti iti na izmenjave in je isto, kot če bi šel študirat, ker si vseeno v tujini, pa imaš Slovenija imati enega izmed boljših univerz, mano. Jaz mislim, kaj je najboljše, ko pitamo koga, kaj že to vse skozi da vse prijave, pa to, ker ni lahko se prijaviti na takšne stvari, pa lahko pitamo Stašo, ki je bivša dijakinja, če bi nam kaj povedala. Pa hodila je ful na izmenjave, tako da lahko pitamo več o tem, pa da nam povedala stvari in mogoče bodo se nam razširila obzorja in razjasnile globine te teme. Te bom pa jaz pozvala, ali pa pač jutri napisala mail ali pa kaj takšega. Kaj bi mogoče celo v šoli, na gimnaziji intervju. Ja, tako da najbolj urodno. Najlepše izgledala. Super. Si lahko predstavljaš svojo poklicno kariero brez študija in dela v tujini? Glede na to, da sem za svojo poklicno pot izbrala študij mednarodnih odnosov, moram reči, da zelo težko. Glede izobrazbe, kaj ti je ponudila tujina, česar ti Slovenija ni mogla? V tujini sem izbrala študij z področja človekovih pravic in demokratizacije. Magisterij sem opravljala v Benetkah in v Solunu. In primerljivega študija v Sloveniji nimamo, tako da bi zagotovo ostala prikrajšana za tako izkušnjo. Kaj ste si pa iz mednarodnih izmenjav najbolj zapomnila? Najprej moram reči, da poleg seveda znanja, ki sem ga tam pridobila, ta osebna znanstva, ki so postala zelo, zelo močna in te vezi ohranjam še danes. Tudi nas čaka izbira poklicne poti in študija. Kaj svetuješ nam kot bodočim študentom? V osnovi mislim, da imate pri sebi že vse pametne in najboljše nasvete. Tako da edini, ki mi še ostane, je ta, da sledite tej poti, ki ste si jo že začrtali in brez dvoma sem prepričana, da boste pri tem zelo uspešni. Po svetu si spletla številna prijateljstva, ali si obdržala stike in kako je s temi prijatelji danes? Res je, v mednarodnem okolju sem srečala veliko ljudi s podobnimi interesi, tako da sem imela res željo ohranjati stike z njimi. Spričo moderne tehnologije to ni težko, kar je bolj problematičnega pa je čas. Kaj je tebi osebno povedi tvoja izobrazba? Izobrazba v osnovi je neka odskočna deska, je neka vstopnica v poklicni svet. Vse ostalo, kar pa to nadgrajuje, pa so neki osebni interesi in tisto, kar se človek potem angažira tudi kasneje spričo drugih zanimanj. Pa si bila že kot srednješolka tako ambiciozna?
Sama se nikoli ne bi okarakterizirala kot pretirano ambiciozna, ampak prej bi rekla, da sem bila radovedna in da sem izkoristila možnosti, ki so se mi ponujale, in teh na tej gimnaziji res ni primanjkovalo. In kako je prišlo do tega, da si prvič začela potovati, kam in kako si šla? Mislim, da je bilo prvo potovanje prav šolska ekskurzija v London. Temu je sledila poletna debaterska šola angleške debate v Devinu v Italiji, potem pa v drugem letniku kar takoj že svetovno debatersko tekmovanje v Peruju, v Limi, nadaljevanje Nemčija, tako da je tega bilo res ogromno. In kakšen je tvoj najljubši spomin na gimnazijska leta? Teh je mnogo, ampak najljubši bi bil zagotovo spomin na mednarodne debatne turnirje, ko smo v Ljutomeru gostili številne mlade, nekateri izmed nas tudi doma pri družinah, tako da je to bil poseben trenutek ne samo zame, ampak tudi za mojo družino. No, Staša, hvala ti za odgovore in upamo, da še te kaj srečamo. Se veselim že vnaprej in vse lepo, vse dobro. Hvala. Kakšne odzive najpogosteje prejmete od mladih, ki so bili na študijskih izmenjavah? Najpogosteje, da je ta izmenjava nekako predvsem pomembna iz osebnostnega vidika, da krepi samostojnost, samozavest, prilagodljivost mladih. Pogosto pa tudi, da je pogled od zunaj velikokrat postavi v objektivnost tudi mogoče neke domače razmere, da vidiš, da je doma tudi dobro, da imamo dobro kakovost življenja, da imamo dober sistem in da mogoče v bistvu v Sloveniji lepo živeti. Kaj svetujete mladim, ki so se že odločili za študijsko izmenjavo in kaj tistim, ki še razmišljajo o njej? Jaz mislim, da tisti, ki so se že odločili za to, so najboljši promotorji teh izkušenj in naj čim več delijo teh svojih izkušenj s tistimi, ki so nekako še doma. Je pa to priložnost za vse, ne glede na to, iz kje si, od kod si, kaj te zanima, in jaz mislim, da je za mladega človeka to izjemna izkušnja, zato da tudi sam sebe spozna in vidi svoje potenciale, ki jih mogoče v domačem okolju niti ne poskuša izkoristiti. Kakšno znanje pridobijo mladi s sodelovanjem v mladinski izmenjavi? Zelo raznoliko. Mogoče bi izpostavili kompetence medkulturnega učenja, kompetence z področja timskega dela, javnega nastopanja in pa projektnega vodenja in vodenja delavnic, in pa seveda učenje tujih jezikov, zdaj ali to drugi, prvi oziroma trije, odvisno, katere države so prisotne na izmenjavi. So pa pričevanja, tisti, ki so se udeležili teh aktivnosti, ponavadi pridejo nazaj zelo motivirani. Za mnoge je to neka življenjska prelomnica in se na podlagi tega odločajo ali za različne karierne usmeritve ali za bolj aktivno delo v prostovoljnih organizacijah. Tisto, kar pa opažamo, pa je, da velika večina mladih, ki so del kateregakoli projekta znotraj Erasmus Plusa, postanejo bistveno bolj aktivni na lokalni in nacionalni ravni. Ta aktivna participacija mladih pa mislim, da pomaga soustvariti boljšo družbo, v kateri živimo. Orgle! Da je nekaj drugo pogodiš. Ja, tamburin! Molekula! Atom! Celica! Proton! Neutron! Elektron! Atom! Atomski delac. Brusel! Atomium! Atomium! Res nisem vedela, da je atomium tako ogromen. Pa res, pa veste, kdo ga je zgradil, pa kdaj? Mislim, da so ga zgradili po leta 1958-59, tu nekje, mislim. Bom jaz vprašala kar strica Googla. Zgrajen je bil leta 1958. Pa veste, da ga je zgradil Andre Watergate?
Seže pa kar 102 metra visoko nad našimi glavami. Torej, Slovenija se na lestvici visoko izobraženih ljudi uvršča precej visoko. Zakaj je potem takem visok tudi delež nezaposlenih in tistih pod pragom revščine? Če imaš ti dobro izobražen kader, pa da ni zaposljiv, se treba vprašati, ali je dovolj dobro izobražen kader, ne? Ali šola mora biti tudi odzivna na potrebe trga dela, tudi šola mora biti odprta za potrebe gospodarstva, ne samo recimo javnega sektorja, ne? Zato bi bilo dobro, da mi razpišemo več takih programov, ki jih gospodarstvo rabi, ne? Čeprav danes vemo, da so to bolj tehnologija, znanost, računalništvo. Včasih nas je preveč študiralo družboslovje ali pa kakšno smer, ki pa družba in gospodarstvo ne potrebujeta. Zaradi tega pride do tega prepada, ne? In v Evropi je ta prepad kar velik, ne samo v Sloveniji. Pri nas smo malo podcenili delovanje, študije tehnologije, znanosti, matematike, biologije, predvsem zaradi tega, ker je to malo dražji študij. Najlažje je študirati sociologijo in ekonomijo, ne, in teh kadrov imamo največ in tudi največ brez službe. Mislim, da bo kultura vedno v mojem življenju, saj kakorkoli se je izogibaš, mislim, da vedno ostane s tabo. Dejansko brez kulture ni niti mene, ni mojega umetniškega ustvarjanja na plesu in za slikanjem. Manjka velik del mene, ki v bistvu me naredi to, kar jaz sem. V trenutnem času smo mladi prihodnost in zaradi tega je kultura in izobraževanje zelo pomembna, in če na tem ne bomo delali, potem bo vse manj glasbenikov, vse manj dogodkov, koncertov in na tem moramo delati.